Lep pozdrav, Branko Žibret govori. Najprej bi se rad zahvalil vsem vam, ki ste se udeležili našega današnjega srečanja v precej specifični obliki in seveda zahvalil bi se rad tudi Gospodarski zbornici Slovenije, ki je naš današnji dogodek omogočila, in v bistvu zahvalil bi se tudi k njenemu prispevku, k razreševanju te situacije ali pa preživljanju te situacije, v kateri smo se zdaj vsi znašli, ki je za nas nova, in izmenjava znanj in izkušenj na vseh ravneh nam bo na nek način pomagala, da bomo prišli lažje skozi to obdobje. Danes sva z vami govorc kot govorca. Moje ime je Branko Žibret, jaz sem partner pri svetovalni družbi Karni. Nekatere od vas sem že osebno srečal, nekateri se še ne poznamo, pa se bomo spoznali danes skozi naše današnje srečanje. Ukvarjam se z izboljšanjem poslovanja podjetij ali finančnih inštitucij ali vladnega sektorja, karkoli, na različnih ravneh, bodisi da so to strategije, reorganizacije, zniževanje stroškov ali pa takšne specifične situacije, kot je ta danes. No, drugi govorec pa je moj sodelavec Marko Derča, prav tako partner pri Karniju. Marko, boš na kratko predstavil samega sebe. Prosim. Ja, živijo še z moje strani. Predvsem se ukvarjam s transformacijami v centralni in vzhodni Evropi. Odgovoren sem tudi za tim za digitalno transformacijo v vzhodni Evropi in delam čez različne industrije, predvsem energetika, telekomunikacije in logistika. In to so vse industrije, ki jih v bistvu zelo zadeva situacija, v kateri bomo danes govorili. Tako, ko sem se z Markom pogovarjala, kako bi peljala naše današnje srečanje, ne, in bi tisto, kar ne bi rada počela, je to, da dokument, ki je objavljen tudi na straneh Gospodarske zbornice in ki ga bo predstavljala danes, v bistvu ne bi želela, da je to zgolj prezentacija z najine strani. Tudi ne bi želela iti čez vse slike, ki so v tem dokumentu. Predvsem, kar bi želela, da je naše današnje srečanje interaktivno, torej, da pridete z vprašanji, da se o vprašanjih pogovorimo. Jaz mislim, da bodo življenjske izkušnje tukaj najbolj vredne in vkolikor pač ne bomo mogli vsega odgovoriti, smo vam na voljo tudi po tem našem današnjem srečanju, bodisi po mailih, bodisi po drugih komunikacijskih sredstvih. Zdaj, če začnemo na naslednji strani, smo v specifični situaciji. Mi pravimo, da je kriza, ki jo povzroča COVID-19, neke vrste črni labod, kjer nam sicer znanja iz prejšnjih kriz veliko pomagajo, vendar smo soočeni z povsem novimi motnjami poslovanja na trgu. Do zdaj še nismo bili v taki meri soočeni, da so določene industrije, določena podjetja, nekateri predstavniki nekaterih tovrstnih podjetij ste prisotni tudi na našem današnjem srečanju, enostavno čez noč soočeni z ne upadom poslovanja, ampak enostavno z upadom prihodkov. Pač podjetja so morala zapreti za določen čas svojo dejavnost in seveda morajo v nekem skrajnem primeru in morajo ta čas preživeti. Nekatera druga so soočena z povsem drugačnimi izzivi. Skozi vse te izzive bomo šli danes, se z njih pogovarjali, vendar tisto, kar bi želel povedati, je naslednje. Prihajamo v neko novo normalo, ki verjetno gre čez ravni zgolj podjetniškega obnašanja. Ampak prihajamo v eno normalo, ki se ji reče, recimo temu, podjetniška in socialna kohezija, ki bo prisotna ne zgolj skozi ohranjanje delovnih mest, ampak skozi ohranjanje podjetniške dejavnosti. In zato bo pač potrebna ta, kako bi rekel, pomoč eden drugega, vseh nas, en drugemu, in solidarnost.
In ob tem, kot pravi direktor Toyote, bomo morali ohranjati nasmeh, zato ker nihče od nas ni kriv za to krizo, ne? Vsi smo soočeni z njo, vsi jo trpimo in pravzaprav ni nobene potrebe za kakršnokoli obtoževanje kogarkoli, ampak gre enostavno za pomoč. Ukrepi, ki jih vlade pripravljajo po različnih državah, so zelo podobni, govorimo o evropskih državah, in vsi v bistvu temeljijo na tej socialno-podjetniški koheziji, ki sem jo prej omenil. Kaj seveda v tej situaciji narediti? Torej, primarna je absolutno zaščita zaposlenih, zaščita sodelavcev na vseh ravneh. Torej, tako kot pravimo, nobeno naročilo, nobeno odposlano blago, nobeno nakazilo ne upravičuje ogrožanja človeškega življenja. Jaz mislim, da je to eno načelo, ki smo ga vsi zelo dobro sprejeli in ga tudi uveljavljamo, zato verjetno v njem ni potrebno tako veliko govoriti danes. No, ko pa seveda preidemo na naslednje podjetniške teme, je pa seveda prvo vprašanje, ko imamo zaposlene zaščitene, je seveda vprašanje naših kupcev, ne. In tisto, kar je ključno, je, da resnično pogledamo, kakšno je stanje na naših kupcih in da seveda razvijamo scenarije, ki morajo biti pravzaprav, ki nas na nek način, kako bi rekel, ne da nas prestrašijo, ampak moramo v bistvu računati na vse možne oblike, ki se nam lahko zgodijo. Torej, lahko je ta oblika, da ustavimo poslovanje za 14 dni, lahko pomeni, da ga ustavimo za 3 mesece. Kaj moramo narediti v takem primeru? Torej, te scenarije moramo zelo dobro razviti in potem pogledamo z vidika teh scenarijev, z vidika oskrbne verige, z vidika likvidnosti, z vidika kupcev, kot sem že omenil, in z vidika še drugih elementov. Tisto, kar je ključno, je, da seveda sami scenariji nam kot taki ne pomenijo nič, ne. Tisto, kar je za nas ključno, je to, da tako kot razumemo scenarije, da tudi pripravljamo ukrepe, ki nam bodo omogočali preživeti. Seveda ti ukrepi niso zgolj odvisni od samih nas v podjetjih. Tukaj prihajajo na pomoč države z različnimi ukrepi in državne inštitucije, kot so razvojne banke, kot so skladi, in vse to je pač potrebno v tem duhu izkoristiti. Tisto, kar je še prisotno v tej situaciji kot posledica, da seveda opažamo, poleg teh motenj, ki se nam dogajajo v poslovanju, opažamo tudi celo vrsto sprememb, ki se dogajajo na trgih. Zdaj, vi vsi sledite, kaj se dogaja na borzah, izjemna volatilnost, vsi vidimo, kaj se dogaja na različnih surovinskih blagovnih trgih, bodisi da je to nafta, bodisi da so to kovine, bodisi da je to zlato, ne. Torej, ta volatilnost je prisotna v različnih smereh, ne. Ene smeri navsezadnje lahko določenemu delu gospodarstva tudi koristijo v tej situaciji, kot je znižanje cen nafte. Vendar tisto, kar seveda mora ostati pred našimi očmi, je naš kupec, ne? Kako se on obnaša danes in kako se bo obnašal jutri in kakšna je naša vloga do tega kupca in kaj moramo pri tem narediti. Marko, gremo lahko naprej, prosim. To so zgolj en teden stari podatki. Mi danes lahko tekoče sledimo situacijo glede okužb. Tukaj, kar velja poudariti, je to, da je Slovenija položena v evropskem delu v eno regijo, širšo regijo, ki je zelo, kako bi rekel, zelo pod vplivom virusa, vendar če pogledamo število testiranj, število okuženih, pa žal tudi število smrtnih primerov v primerjavi z drugimi državami znotraj tega evropskega prostora, je slovenska situacija
še vedno, če lahko rečem temu v narekovajih, relativno dobra oziroma je to upravljanje boljše, kot ga opažamo pri nekaterih drugih državah in lahko samo upamo, da se bo tako nadaljevalo in da bomo seveda ta vrh te situacije dosegli, zopet se sliši čudno, čim prej in na nek način prišli v naslednjo raven delovanja, ki spet ne bo takšna, kot je bila pred krizo, vendar računamo na to, da bo vsekakor lažje, kot je danes. Marko, gremo naprej. Zopet podatki o volatilnosti, če gremo še kar naprej. No, to je pa zdaj seveda, ko bi rekel, na nek način en nabor aktivnosti, za katere moramo skrbeti. In tisto, kar moramo imeti pred očmi, je, da se situacija tekoče spreminja, ne? Da tisto, kar velja danes, ni nujno, da bo veljalo jutri. Torej, to pomeni, da se moramo z to situacijo ukvarjati vsak dan. Mi vemo, da v človeški naravi soočanje z negativnimi informacijami ni naš sestavni del delovanja, da se temu radi izogibamo, vendar bodo tukaj potrebni napori, da to podzavestno obnašanje na nek način presežemo. Če dam samo en primer, mi natančno vemo, da kadar borzni trgi rastejo, takrat lastniki portfeljev, delnic dnevno, po domače povedano, klikajo in pregledujejo stanje portfeljev. Ko začnejo ti drseti navzdol, je seveda ti kliki praktično izginejo, torej ni več nobene korelacije in ljudje začnejo zopet gledati svoje portfelje, ko je zadeva v neki terminalni fazi, ko se več ne da pomagati. Zdaj, mi smo tukaj soočeni z raznim drsenjem in enostavno izogibati se slabim informacijam ni rešitev. Potrebno je tem informacijam slediti, jih ne vzeti kot slabe, treba jih vzeti takšne, kot so, in na njih redno delovati. In nabor teh aktivnosti je tu pred nami, torej vedno skrbeti za tiste takojšnje ukrepe, torej zaščita in varnost zaposlenih, samoumevna, pregledovati, na kakšen način peljati poslovanje neprekinjeno. Tisto, kar mi predlagamo, je, da v podjetjih formirate operativne ekipe ali člane uprave, ki se ukvarja z kriznimi situacijami. To je nekdo, ki spremlja situacijo in ki skrbi, da se ta krizni načrt delovanja dnevno obnavlja. Tukaj je seveda vprašanje likvidnosti in vprašanje upravljanja z zunanjimi odnosi. Torej, še ni bilo situacije, ki bi zahtevala višjo raven informiranosti, kot je danes. Torej, morate biti informirani, morate biti vsak dan. Glede na to, da nas veliko dela od doma, praktično delavnika več ni, je 24/7, torej tudi sobote in nedelje so delavniki po tej plati. Torej, biti informirani in seveda tudi korektno informirati, bodi si navznoter z zaposlenimi. Vsi dokazi za to so prisotni, to vidimo v različnih situacijah, kako se zaposleni udeležujejo različnih informativnih dogodkov znotraj podjetij, ki potekajo v taki obliki kot naša današnja, in smo vedno znova presenečeni, da imamo praktično 100% udeležbe, zaposlenih, kar prej roko na srce v nekih drugih časih niti ni bilo prisotno. Drugo, seveda, kar je povezano z to informiranostjo, je, da seveda moramo prepoznavati znake, ki vplivajo na delovanje našega podjetja. Žal je večina znakov lahko negativnih v tem trenutku, vendar so tudi pozitivni. Na te je treba biti pozoren, jih pravočasno izkoristiti. Najslabše pa je, ravno danes sem se pogovarjal z enem od direktorjev, da vidimo zelo različne odzive pri posameznih podjetjih. Nekatera podjetja
aktivno pristopajo v to situacijo, iščejo nove priložnosti, poskušajo izpeljati vse programe, ki so jih že prej pripravili. Te programe ustrezno modificirajo glede na situacijo, gledajo v čas po krizi in to je nek pozitiven pristop do krize. Imamo pa cel kup podjetij, žal, ki pravijo, zdaj je izredna situacija, vse, kar je izven osnovne dejavnosti, bomo enostavno ustavili. Torej, vsa razmišljanja o investicijah, vsa razmišljanja o razvoju produktov, vsa razmišljanja o štartu nekaterih novih projektov in dokler krize ne bo, dokler krize ne bo konec, enostavno mi se s tem ne bomo ukvarjali. Izjemno slabo, izjemno slabo, ker na eni strani s tem še dodatno se otežujemo življenje, v katerega živimo, v življenje svojih zaposlenih in seveda naša pripravljenost na razne scenarije se bodisi pozitivni, bodisi negativne je na ta način slabša. Tisto seveda, kar ob tem velja vedno znova poudariti, je, da moramo imeti te ukrepe dnevno obnovljene. Tako kot sem že prej rekel, ukrep, ki danes učinkuje zelo dobro, mogoče jutri popolnoma nepotreben, bodisi, da smo prereagirali, bodisi, da smo premalo reagirali. In enostavno za to moramo vedno skrbeti in to seveda skrbeti na način, da je to vpeto v naše življenje. To ni nek projekt, ki poteka vzporedno z našim delovanjem, ampak je to sestavno našega življenja. Marko, gremo naprej. Ok, to smo že prešli. Tukaj na tej strani je zgolj en povzetek aktivnosti. Jaz mislim, da ni potrebno, da bi šel še enkrat čez vse te točke. So taksativno naštete, verjetno, ko jih prenašate v svoje dnevno operativo, boste lahko za katero od njih ugotovili, da je nepotrebna za vas, srečno, mogoče kakšna manjka, boste to dopolnili. Ključno je, da si enostavno, da vzpostavite to rutino, jo sledite in ustrezno reagirate, pa vedno z to reakcijo na čas, ki bo, torej, da razmišljate 2-3 korake naprej. Marko? Zdaj v tej situaciji so seveda oblikujejo ali pa so na mizi različni scenariji, ko se pogovarjamo z podjetji ne samo v Sloveniji, v regiji, v centralni Evropi. Seveda nobeden ne more predvideti točno, kateri scenarij se bo izvedel srednjeročno ali pa kratkoročno. Ampak nekako 3 oblike scenarijev se upoštevajo v planiranju te dni. En je seveda hitro okrevanje, ki bi si ga vsi želeli, je pa malo verjeten, nobeden ravno ne računa na njega. Mogoče v katerih posameznih industrijah, ki so kjer je današnja situacija in celo pomagala nekako v poslovanju, vendar jih kasneje sigurno po tej situaciji čaka drugačna krivulja. Drugi scenarij v obliki črke U, kjer je nekako se predvideva, da leto 2020 je izgubljeno v obliki osnovnih načrtov, ker se bojo motnje pojavljale še v 2., 3. četrtletju letošnjega leta in bo stabilizacija oziroma rast v posameznih industrijah se zgodila šele naslednje leto. To je nekako scenarij, ki ga danes se največ uporablja, na katerega ustavi največ podjetij, s katerimi sodelujemo, s katerimi se pogovarjamo. Je pa seveda, kot je že Branko omenil, ima tudi ta črka U lahko različne strmine ali pa kote na obeh straneh. Zraven tretji scenarij, ki po obliki črke L, ki pa nekako predvideva daljše ali pa pomeni recesijo, torej nekako daljši upad, tudi po končanju te krize, ki jo prinaša virus. Seveda ta scenarij je tudi možen, ker današnja situacija nekako je še večji katalizator ali pa sproži, pohitri tudi druge krize, recesije, ki so se nam obetale
že koncem prejšnjega leta, Brexit, cenovne vojne, trgovinske vojne, tudi razmere na trgu cen nafte. Možen scenarij, ampak nekako, kot sem omenil, nekako podjetja še vedno računajo na scenarij 2, kjer bi se v naslednjem letu, seveda spet različno od industrije, lahko izboljšalo stanje, vsaj stabiliziralo, verjetno pa ne vrnilo na ravni rasti, kot smo bili priča v prejšnjih letih. Kot je ključno... Če lahko samo jaz nekaj dodam, vse lahko ostanemo na tej sliki. Tisto, kar opažamo, da se bo dogajalo, je, glede na to, da govorimo o evropskih, srednjeevropskih ali pa centralnoevropskih državah, kot so Slovenija, Avstrija, Nemčija, Italija, Francija, torej ta center Evrope. Države posegajo po zelo podobnih ukrepih, torej za zaščito gospodarstva. Kar pomeni, da so to nacionalni programi. Bomo videli, ali se bo še kaj rodilo na ravni Evropske unije. Kar pomeni, da bo to vodilo na neko raven, recimo temu, zopet oblikovanja nacionalnih gospodarstev. Bomo videli, do katere ravni bo to prišlo. Zdaj, tisto, kar velja za slovenska podjetja, je, da glede na to, da imamo 80% našega družbenega proizvoda vezanega na izvoz in med vami danes je ogromno izvoznikov. Pomeni, da bo potrebno biti za ta izvoz dobro pripravljen. O tem dajte razmišljati že zdaj. In kadar se bodo gospodarstva zapirala v nacionalne meje, boš ti lahko prodrl v njih izključno, če boš imel produkt, ki bo predstavljal neko visoko vrednost za tistega, ki te kupuje. Če bo to zgolj cena, verjemite, jo bojo subvencionirali doma, da bodo zaposlili domačo industrijo. Torej, cena ne bo tisti ključen moment, da boste prišli čez. Vaša storitev, izdelek bo moral biti unikatno potreben, da vas bodo rabili. In o tem razmišljajte že zdaj. In je mogoče to tudi priložnost, da se res tudi vaše podjetje in gospodarstvo kot takšno še bolj orientira na te storitve in izdelke visoke dodane vrednosti. Marko? Kot je bilo omenjeno, pripravljate treba ukrepe, ne samo zdaj za ublažitev krize, ampak tudi ukrepe za izhod po krizi, oziroma ukrepi iz krize, ker nas te scenariji bojo spet različno po industrijah, ampak zelo verjetno pripeljalo neko novo normalo in moramo že danes imeti pripravljene tudi razvojne ukrepe, ne samo ukrepe za ublažitev ali pa nekako moderiranje, upravljanje denarnih tokov, ampak tudi biti pripravljen, kako zmagati potem, ko pridemo iz te takojšnje krizne situacije, kako biti še uspešnejši na trgu. Sigurno se bojo dobavne verige nekako zbližale, ta globalizacija, hiperglobalizacija se bo sigurno ustavljala, dobavne verige bojo morale postati bolj nekako odporne proti spremembam, kar pomeni, da je priložnost, ne bo zmerom izbor samo cena, kot je Branko omenil, ampak predvsem kakovost, bližina, stabilnost posameznih dobaviteljev. Kupci bojo to v prihodnosti sigurno cenili. To pa seveda pomeni, da so potrebne posamezni ukrepi spremembe v podjetjih. Te scenariji nam dajejo tudi nekako priložnost, da nekatere spremembe, ukrepe v firmah, v podjetjih izvedemo lažje, tudi hitreje. Tradicionalno v tej regiji, tudi drugje, bi rekel, opažamo, da so težje spremembe, seveda težje uvesti, čisto človeški faktor, ampak tudi iz stališča upravljanja in nekakve kulture upravljanja podjetij. Nam to daje, ta kriza, tudi priložnost ene spremembe uvesti nekoliko hitreje, in seveda spraviti podjetje s tem v neko novo, hitreje v večjo kondicijo, ki nam pomaga v zdajšnji situaciji, pa tudi v situaciji po neposredni krizi. Zdaj, scenariji ali pa vplivi na različne industrije bodo seveda različni. En tak pregled
izbranih industrij, kako hitro si bo nekako pomogle iz današnje situacije. In turizem, gostinstvo, ta hospitality biznis se predvideva počasen spon na prejšnjo raven, ker seveda bo zaupanje posameznih potrošnikov se počasi vračalo, sploh ker virus, ta neposredna kriza še ni enakomerno objela cel svet, ampak se bo še nekaj časa seveda materializirala na posameznih kontinentih, državah in bo ta globalna mobilnost seveda okrnjena. Letalstvo je ena tudi taka industrija, ki zelo računa na globalno mobilnost, ki pa bo seveda usahnila za nekaj časa. Zanimivi so pa seveda vplivi na nafto in plin, na neposredno zmanjšanje porabe, ki so v bistvu vplivali na nižanje cen. Nižanje cen seveda so vplivali tudi drugi faktori, že neposredno pred to krizo, različne cenovne vojne. To je vplivalo kratkoročno seveda tudi na ceno električne energije, naprimer. Bo zanimivo opazovati, kako se bo sama cena električne energije mogoče malenkost odlepila od same cene nafte in plina, zaradi tega, ker seveda so obnovljivi viri zelo neposredno vezani tudi na samo ceno električne energije. Veliko projektov je zagnanih ali pa je v teku in so v nevarnosti zaradi samih nižanj cen električne energije. Imajo pa nekatere industrije seveda v tej situaciji tudi priložnost, so povpraševanja večja, bo verjetno povečje povpraševanje tudi ostala kasneje, naprimer telekomunikacije, samo delo na daljavo bo postalo nekako normala, seveda je pa izziv potem tudi za telekome, kako monetizirati te večje potrebe, naprimer, ne. In spet že razmišljati naprej o ukrepih po krizi. Branko? Ne, saj si vse lepo razložil. Tisto, kar je mogoče na tej strani zanimivo, je res pogledati na oskrbovalne verige. Mi vemo, da ima danes cela vrsta podjetij motnje v oskrbovalnih verigah, ne. Jaz sem se pogovarjal z tiskarji, ki so odvisni od uvoza določenih vrst papirja in ga enostavno ne morejo dobiti, ker tisti proizvajalec papirja ne proizvaja, ne. In zdaj seveda do zdaj niso bili soočeni s tem, da bi mogoče seveda morali razmišljati o kakšnih drugih alternativah, kar seveda zahteva tudi določene korekcije v samem proizvodnem procesu, ne. Ampak, tako kot motnja pomeni za nekoga težavo, je seveda za nekoga, ob tem, ko se iščejo alternativni viri, priložnost, da vstopi v to oskrbno verigo za svojo ponudbo. Danes slišimo največ na temu dobav pri zaščitnih sredstvih, vendar verjemite, in verjamem, da to vi opažate, da se vam to dogaja na drugih segmentih, pač v televiziji o tem pa radio ne poročate, mediji o tem ne poročajo, ampak enostavno enako velja tudi na določenih, pri vseh, v bistvu praktično pri vseh kategorijah, nabavnih kategorijah, ki so izpostavljeni. Seveda v oskrbni verigi je tudi vprašanje proizvodnja, ne, kako je proizvodnja organizirana. Ravno danes sem se pogovarjal z določenimi direktorji, mi opažamo, da pri veliko podjetjih seveda so ljudje doma, da bodo morali na čakanje, vendar so določene industrije, ki pa čutijo pomanjkanje delovne sile, kar bi seveda v teh ukrepih, ki jih vlada, in to smo potem tudi sporočili naprej, ukrepih, ki jih pripravlja vlada, da tudi na nek način liberalizira, ne, ali pa prilagodi zakonodajo temu, da je ta izmenjava delovne sile, posojanje zaposlenih med podjetji enostavno in na nek način tudi, ko bi rekel, rešuje to ekonomsko situacijo, ne. Ko se pogovarjamo o kadrovskem delu, jasno zaščita, delo od doma v največji možni meri, zaščita tistih, ki so res potrebni na samih delovnih mestih, in potem pride tisti najbolj boleč del, je prilagoditev stroškov, ukrepi, ki jih bodo prinesli danes oziroma v ponedeljek, bo seveda to
bistveno lažje ocenjevati. In v tistem, čemer smo še govorili, je seveda knjiga naročil, za katero je potrebno skrbeti danes in pogledati za to knjigo naročil čez 2 tedna, čez 2 meseca, čez 3 mesece. Seveda za strankami treba biti v kontaktu, imajo enake probleme, kot jih imate vi. Mi je potrebno pomagati, oni vam bodo pomagali nazaj. Potrebno se je prilagajati, potrebno je skupaj iskati nekatere rešitve. In jaz verjamem, da tiste poslovne ravni, ki se bodo danes, ali pa tisti odnosi, ki se bodo tkali preko, recimo temu, navadnih transakcijskih odnosov, bodo seveda tudi bogato obrodili v časih, ki prihajajo po tem zdajšnjem času, v katerem smo vsi v težavah. Likvidnost, o tem si govorimo. In jaz verjamem, da vse svoje izdatke prilagajate tej situaciji. Vedno je seveda tukaj potrebno biti moder, da ne pridemo v situacijo, da ne kurimo v leseni peči, da zato, da prihranimo pri kili krompirja, prodamo njivo. Mislim, za take stvari je potrebno biti dovolj moder, da kadar šparamo tam, kjer nam bo seveda to tudi prineslo večji prihranek, in to seveda na prvi pogled ni vedno nujno, da takoj porežete nekatere stroške, ker mogoče s tem si pa omejite kakšne prihodke ali pa kakšne druge pozitivne učinke. Ampak jaz verjamem, da z premislekom lahko vedno pridete do ustreznih rešitev. Marko, gremo naprej. Ja, zgolj pregled po dveh kategorijah, tisto, kar je z vidika pomembnosti in z vidika ročnosti, kaj je res važno na kratek rok, kaj je važno na nekoliko daljši rok. Sigurno tisto, kar vi zdaj ne razmišljate ali pa ne delate, je transformacija, mislim, preko nekega velikega projekta transformacije poslovnega modela, čeprav ga delate, se prilagajate situaciji in tudi razmišljate za naprej, se pa ukvarjate z likvidnostjo, z prilagoditvijo kapacitet, se ukvarjate z vašimi kupci, z obratnim kapitalom in tako naprej. To je pač pregled posameznih področij v vašem poslovanju. Jaz verjamem, da prepoznate vsak kvadratek, ki ga imate tu prisotnega, in temu primerno tudi dozirate svoje delovanje. Priložnosti, ja, o teh smo že veliko govorili, tudi tveganja. Ja, ocenjevanje tveganja je danes drugačno, zato ker so drugačni inputi, vendar ni nujno, da je vse slabo. So tudi pozitivne priložnosti, poglejte na njih, tudi z vidika, kadar se pogovarjamo o sami organizaciji, so v tej situaciji mogoče stvari, ki jih lahko izpeljete, pa jih niste mogli do zdaj izpeljati zaradi kakršnih koli razlogov. Včasih mogoče tudi niste imeli dovolj časa, pa ga imate zdaj, kar se seveda sliši čudno, dovolj, da nekatere stvari izpeljete. Ampak nalijte si čistega vina, več kot si boste odgovorili zdaj na vprašanje, mi vas res želimo motivirati na tem področju, več kot si boste odgovorili teh vprašanj, lažje vam bo kasneje, in res tisto, kar poudarjamo, je ne bežati pred situacijo, kar je naše naravno stanje. Jaz mislim, da so pač zdaj časi, ko moramo vedno vsak dan večkrat pogledati resnici v oči, pa iti naprej. In več, ko se tudi pogovarjamo, več, ko izmenjujemo informacije, razmišljanja, mnenja,
lažje nam je. In enostavno tisto, kar bi apeliral na vas, je, da pri vseh teh diskusijah ohranjate pozitivnega duha. Ne? Torej, da ne zaidemo v teh diskusijah, kar se nam žal Slovencem včasih prepogosto zgodi, v določen negativizem ali pa še kaj takega. Enostavno ni čas za to. Gremo naprej, vsi smo v težavah, poglejmo, kako lahko te težave rešujemo. Marko? Vse so zdaj v tem času podjetja se na nas obračajo z različnimi vprašanji ali pa potrebami. To je sam primeren presek, recimo področji, na katerih trenutno delujemo, pomagamo podjetjem, je od razvoja takojšnjih teh akcijskih načrtov, o katerih smo govorili, predvsem pa v bistvu že razmišljajo o posameznih ukrepih, kako ali optimirati poslovanje in seveda tudi o teh ukrepih po tej neposredni krizi, do seveda izvedbe teh ukrepov za ublažitev krize. Tu imamo tudi mi nekako možnost, da ker nismo dnevno vpeti v vse izzive, ki jih imajo podjetja tudi na logističnem področju, naprimer v zdravstvu, telekomunikacije in tako naprej, da nekako doprinesemo to vsebino in kapaciteto, ki je izredna v posameznih situacijah, in to so recimo tipična področja, ki jih v tej fazi naslavljamo. Branko, še za zaključek? Za zaključek imamo 3 slike za vas, zgolj recimo temu en napotek, kaj vse, recimo lista aktivnosti, kako se tega lotevati, kako si organizirati življenje, ukolikor je potrebno še karkoli na to dodatno pojasniti, z največjim veseljem. Jaz pravim tako, ne. Že nekaj kriz smo dali čez, ne. Tisto, kar se je pokazalo, je v vseh teh krizah, da so slovenska podjetja izjemno odporna, ne. Da ljudje znajo na eni strani stisniti zobe v najhujših trenutkih, po drugi strani pa znajo vedno poiskati prave rešitve. Kar bi jaz rekel, glede na izkušnje, ki jih imajo slovenska podjetja verjetno pred podjetji v regiji, v širši regiji določeno prednost, ker so bila že soočena z hudimi problemi, je bil razpad trga, pa še kaj hujšega, in so vse to prebrodila. Mogoče podjetje v Avstriji, Nemčiji, Italiji tega enostavno še ne poznajo, ne, so zdaj soočena prvič s tako radikalnimi težavami, kar pomeni, da je lahko to določena prednost, ne, ker se bodo naša podjetja obrnila hitreje, ne, in rekel, z pravo ravnjo samozavesti bodo tudi vgradila to svojo sposobnost v maržo svojega delovanja. In jaz vas tukaj, z Markom vas tukaj želiva, ko bi rekel, motivirati, vam vliti to raven samozavesti in ne glede na to, da je težko, pogumno naprej. Imamo še 5 minut časa in lahko še tudi odgovorimo na kakšno vprašanje. Lana, smo odprti za kako vprašanje še? Ja. Če imam to kakšno vprašanje, se lahko da odmuta in postavi vprašanje. Eno od vprašanj, recimo, da mogoče prebijem leco, je bilo tudi, kako zdaj večina zaposlenih v nekaterih podjetjih dela od doma, kako tudi organizirati delo, ne, se pravi, tudi te vodje, neposredni vodje timov niso navajeni moderirati, upravljati timov na daljavo, ker so včasih imeli neke čisto praktične rituale, po kosilu se dobili pri avtomatu za kavo in se zmenili
marsikaj na cigaretu pred hišo, imeli popoldanske stand-up sestanke in tako naprej. To je seveda zdaj oteženo in pomembno je tudi v tej fazi, da se da vašim vodjem nekako navodila, kako vzdrževati kondicijo upravljanja teh timov, za katere so odgovorni. To pomeni tudi skrajševati cikle posameznih ciljev, da nimajo timi samo mesečne, tedenske, ampak imajo tudi dnevne cilje in virtualne rituale. To je recimo eno tako področje, ki se zdaj po 2 tednih ali po 3 tednih še ne bo mogoče tako evidentno prikazalo na delovanju podjetij. Če pa to še traja 2, 3, 4, 5 tednov, pa to lahko je že nevarnost, kar velika nevarnost za produktivnost posameznih ekip in predvsem to je čisto normalna situacija, vodje morajo dobiti navodila, kako se obnaša v teh situacijah, čisto praktične nasvete. To je tako vprašanje, ki se... In vkolikor, imate tukaj kakršnokoli praktično vprašanje, se lahko obrnete na nas, verjetno po tem današnjem srečanju, tudi kako organizirati delo sodelavcev, ne? Ker enostavno zdaj vsi delamo preko mailov, preko različnih oblik komuniciranja, bojo so to telefoni, Webexi, Teamsi in tako naprej. Ne? In zdaj seveda, ko si ti enkrat uprežen v ta elektronski svet, ne? Ko maili dežujejo, razni klici dežujejo, se izjemno težko organizirati delovno okolje, ne? Potem so seveda potrebni sestanki v elektronski obliki in to zahteva neko drugo obliko organizacije delovnega, ne bi rekel procesa, ampak enostavno bolj mikro delovnega okolja in Marko že nekaj o tem razlaga, o vseh teh ritualih, teh pravilih. Razmislite o tem, ni, kot bi temu rekli, to rocket science, ne? Če želite, vam lahko tudi kaj pomagamo tako po mailih, povemo, kako to narediti na čim bolj učinkovit način. Eno vprašanje zdaj se je pojavilo od Mateja, kako kontrolirati, da zaposleni doma dejansko učinkovito delajo. Recimo mi imamo na projektih čisto take praktične jutranje in večerne stand-up meetinge, jim rečemo, kjer posamezniki, ki delajo na temi projektu, poročajo zjutraj, kaj bojo delali ta dan, kaj bojo naredili in na koncu dneva povejo, kaj od tega so naredili in kaj imajo plan za naslednji dan. To so v bistvu takšni iz neki triki ali pa priporočila tudi iz agilne organizacije, iz agilnega vodenja, ki so v bistvu v tej situaciji so zelo uporabni, pridejo zelo do izraza in tudi povezujejo time. In to so sestanki 5-10 minut ob jutranji kavi in tik pred zaključkom popoldanskega delovnega dne. Ja, in to tudi potem postavlja določene nove zahteve za vodenje, ne? Torej, vkolikor ti kot vodja slediš svojim zaposlenih in spremljaš vsebino tistega, kar počno, ne? In skozi tisto, kar vidiš napredek pri njihovem delu, bodisi da je to na strani zadovoljevanja strank ali pa v kakrem drugem delu, ne? Seveda potem vprašanje tega, recimo temu, administrativnega kontroliranja, ali ljudje res delajo 8 ur, ali so res na kosilu samo pol ure, ne? Je v bistvu irelevantno, ne? Ker v bistvu tisto, kar nas zanima, je, da naša organizacija izpolnjuje zastavljene cilje, ne? Da so naši zaposleni pri izpolnjevanju teh ciljev proaktivni in seveda zato je potrebna vsebinska interakcija z našimi zaposlenimi in kadar imamo to raven sodelovanja vzpostavljena na tak način, ne? Potem so ta kontrolna vprašanja na nek način nepomembna. Na chatu vidim, da ni drugih vprašanj. Če ni drugih vprašanj, bomo s tem zaključili in kot je Branko omenil, smo odprti za
vsaj naslednje nasvete, vprašanja. Ostanite zdravi. Ja, ostanite zdravi, tudi želja z moje strani in lep vikend, ne? Lepa virtualna zabava in zabava s tistimi, s katerimi živite skupaj, posebni časi, pejmo naprej, bodimo optimistični, soočajmo se s situacijo z nasmehom. Lep vikend in nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje, hvala. Ja, nasvidenje.